Dobro je, da se na začetku osredotočiš na eno disciplino. Ko se to osvoji, se takrat komaj lahko nadaljuje na naslednji korak, težje vaje. Bodi si dvig za eno roko, bodi si muscle up. One arm handstand. Tudi če je zadnji rep, gledaš, da je zadnji rep perfekten. S tem edino napreduješ. Ker je kar glavobol pride do tega. Ni tako enostavno, kot ljudje mislijo. Preden začnemo, bi vas pes prosil za eno uslugo. Če vam je všeč pogovor in če vam je všeč, kaj tukaj delamo, in če ste pripravljeni podpreti ta kanal, je enostaven in brezplačen način, kako lahko to naredite, da se naročite na kanal. Najlepša hvala. Lepo pozdravljeni v novo epizodo Torkovega pogovora. Tako mi je spet neverjetno, ker danes bom pa tudi jaz dobil nasvet od enega, ki je marsikaj v mojem športu že dosegel. Danes z mano je Boštjan Budin, ki je dolgoletni kalistenik, ne? Ja, s kalistenikom v bistvu že mene 5-6 let intenzivno treniram. Že odprej sem pa bil športnik, celo življenje sem nekaj treniral, tako da mi ta prestop iz enega športa na drugi šport ni nekaj novega bilo. A je bil tvoj prejšnji šport karate? Je bil? Vidiš, to pa mami vse pogrunta. Aha, zunanje informacije, super. Ja, sem imel tudi kar dobrih rezultatov glede karateja, tako da nič novega, če kdo ve. 3-krat državni prvak. 3-krat državni prvak, potem še mednarodne tekme sem dosegal kolajne, tudi priznanja. Bil nekaj časa v reprezentanci, potem sem pa videl s časoma, da mi ne ležijo urniki v skladu z dnevnimi obveznostmi, pa sem rekel, probam kaj drugega. In se mi zdi, kalistenika je tak šport, ki ga praktično vsi začnejo iz enega drugega športa, ne? Tako, sploh v Sloveniji se mi zdi, da ni še toliko poznan šport, ne? Ja, v Sloveniji oziroma nasploh po svetu ni neki znan šport, ker je bolj street workout mišljeno, ulična vadba. To je bolj, niso zastavljena pravila, ampak v tem času vidim, da skupinska, Zveza Slovenije v kalisteniki je kar dobra pri organizaciji in pri pravilih pa tekmovanjih, ki se organizira, tako da postaja na svetovnem nivoju kar tako naša zveza oziroma kar celoten šport kalistenika, ne. Vedno bolj poznan med mladimi ljudmi. Se pravi, 5 do 6 let se pa prav ekskluzivno že s kalistenikom ukvarjaš. Tako. Mogoče najprej, na katerem nivoju si začel? Veš, tako vsi začnemo na nekem nivoju in to pri tebi 100% ni bil nivo prvi pull-up, ne? Tako. Na nivoju sem začel osnovno, recimo 5-6 pull-upov sem naredil, neka kondicija je bila še odprej, tudi moč. Potem pa čez čas vidiš, kaj želiš ti trenirati. V kalisteniki sicer imamo več različnih disciplin in dobro je, da se na začetku osredotočiš na eno disciplino. Ne pa da kolebaš med 3 različnimi, ker potem težko eno osvojiš za prav, ne. In kaj so te različne discipline? Različne discipline bi rekel, recimo kondicija je ena disciplina, seti in repi, to je bilo zdaj na prejšnjem tekmovanju. Potem imamo street lifting, je druga kategorija, to imaš otežene uteži, na sebi in probaš en rep maksimalno narediti z največjo kilo, kolikor lahko. Tretja kategorija pa je recimo freestyle, ki pa je kombinacija med statičnimi elementi pa dinamičnimi elementi. To pomeni, da lahko na štangi imaš, ne vem, pol minute časa, da narediš čim več ponavljajev, čim več različnih vaj in potem se to skupaj točkuje. In katero disciplino si ti izbral? Ja, jaz sicer kolebam med več disciplinami, želim se osredotočiti oziroma osvojiti v statiki in dinamiki, ampak to je naslednji nivo, ki ga še nisem dosegel. Statika in dinamika mišljeno pol kaj freestyle? Tipo freestyle, ja. Kakor bom bil sposoben se naučiti. Na primer, prioriteta mi je se naučiti prvo vse elemente, katere so
kalesteniki med težjimi, da se sploh lahko vrstim na to tekmovanje. Tako, recimo v freestylu. In na začetku si verjetno, tako kot vsi začnemo, gradil bazo nekaj časa, ne? Tako. In kako je to pri tebi izgledalo? Kaj si si želel natrenirati in kaj si za to delal? Pri meni se je baza zgradila sicer malo na nepravilen način, želel sem vse na kratek čas, ne, kot vsi začetniki. Tu bi se pa rajši ustavil in dal nasvet za ljudi, ki želijo začeti s kalesteniko, naj se osredotočijo na eno stvar, na osnove. Osnove, pomembna je tehnika in pomembna je celoten gib, range of motion bi se to reklo. Ko se to osvoji, se takrat komaj lahko nadaljuje na naslednji korak, težje vaje. Ali dodaš kile, ali dodaš druge statične elemente, tako recimo iztegneš noge, iztegneš roke, ki so na začetku prva vaja bile pokrčene, in več kontrole nad telesom v vsakem delu gibanja. To je v bistvu fora, da se doseže. In se pravi, ti si hotel, to je res, vsi hočemo na začetku, čim hitreje pride do nekega visokega nivoja, ne? Ampak kaj pa na primer specifično? Ker jaz mislim, da zelo veliko, jaz sem tudi na primer, ko sem začel, nisem vedel, kje začeti. Kaj na primer, gledano za enega, recimo tazga atletskega najstnika, kot si bil ti, kaj je dober način, da se spozna s kalesteniko, da začne s treningi? A ješ, ne vem, a so to serije pull-upov pa sklec, ne? A so to, ne vem, cel dan samo pull-upe delaš, a pa vsak dan samo sklece, kakšen, na primer, sistem bi izbral? Pa kako? Na začetku, da najhitreje dobiš osnove, bi se osredotočil res samo na pull-upe, dipe, sklece, tudi počepe, mislim, spodnji del je ravno tako pomemben trenirati kot zgornji del, tudi da se telo hitreje regenerira in vse povezano. V glavnem, osredotočil bi se, da dobiš čim prej, ne vem, do 10 perfektno clean pull-upov, tako, stegnjene roke. Šele takrat, ko se čutiš kontrolirano, lahko ti vedno višaš oziroma s prsi potem do štange, sčasoma tako, višaš na eksplozivnosti in višaš lahko na moči. Lahko pa tudi višaš na številu ponavljajev. To zdaj, kar ti je prioriteta, če ti je prioriteta na moči dobiti, je boljše potem po 10 pull-upih, 15 dodati kile in isto delati z kilami. Prav, da si prišel do 10 zgibov, ne? Ja. Pa, a takrat že začneš dodajati? Ali je bolj zgraditi še večjo bazo, da imaš, ne vem, 15 lepih ponovitev, pa pol dodaja težo? Sicer, kar je več kot 10, več kot 15, je potem že drug sklop mišic, bi bolj bila kondicija. Bi rekel, da probaš osvojiti čim bolj eksplozivne in čim lepša forma. Da imaš kontrolirano, da se ne treseš, da ne padeš dol med serijo in ja. S tem bi rekel, da se lahko. A to padanje dol med serijo pomeni verjetno... Aha. Da narediš, ne moreš več, počivaš, probaš mišico zmatrati do tako, 90%. Ja, v eni seriji. No. Okay. In tukaj si potem prišel, jaz sem se usmeril v zelo na moč, no, ampak najprej me najbolj seveda zanima, kako si ti do tega svojega nivoja prišel, ne? Naprimer, za mene najbolj tako zanima tvoj muscle up, ker si jih, mami si rekel, meni se zdi, da si ful daleč od druga, ki je zmagal tekmovanje, ne? Ja. Ampak to, ta, ki je zmagal, je verjetno blizu svetovnega rekorda, ne? S svojimi muscle upi, tako da tvoj nivo je pa ekstremno visok, ne? Tako da me zanima, kako prideti do 12 lepih muscle upov, tako kot si ti prišel. Kaj je bilo vloženo v to?
Vloženo je, ja, bi rekel, ene 3-4 leta truda samo na moči oziroma že samo, da s svojimi kilami, da ti je kot jutranja kavica. Se zbudiš brez problema, da lahko narediš, to je tak nivo. Potem pa za muscle upe je pa v bistvu za kondicijo, to je bil trening kondicije, je pa bolj prioriteta, da se osredotočiš. Na primer, dober trening za kondicijo je EMOM. Every minute of, na minuto delaš, ne, in probaš čim več ponavljav vsako minuto, čim manj pavz vmes. S tem osvojiš kondicijo. In tako lahko delaš isto in dipe in pull-upe, sklece in to je recimo prednost za ta trening, tako bi rekel. Koliko narediš pa pull-upov? Za... Pull-upov se mi giblje številka nekje od 20 do 25 oziroma na dober slab dan, ja. Sicer na tekmovanju je bilo telo kar izčrpano, tako da je tako posledic. Ja. In tudi malo ustavi ta dead stop, ko ti iztegneš roke in moraš biti sekundo, pol sekunde na miru. Ampak to ne ostal malo. Tako. To ostal ful. Ja. Jaz sem, ko sem začel, jaz non-stop sem delal brez dead stopa, ne? Ja. Pa sem začel, sem naredil, ne vem, s 30 kilami rekord imam, ne vem, 12. Ja. Z med treningi sem jih delal po 8. Sem naredil z dead stopom, sem mi je padel na 4 pa 5. Tako je izniči, ja. Tako da ja, to je čisto drugo. Ampak zanimivo mi je 25 pull-upov, pa 12 muscle upov. Kakšni so to potem pull-upi, ker se mi zdi, jaz sem, moj rekord je 22, pač niso tekmovalno lepi, ne, brez dead stopa. Že to je zelo lepa številka, kar na višjem nivoju, bi rekel. Da ne bi rekli, da si glih začetnik, če imaš 22. Ampak jaz ne naredim enega muscle upa, naredim muscle up, ampak ne tazga, kad bi štel tekmovalno. Jaz imam stegnjene noge, lahko imam, ampak si jih vedno malo dvignem. In to ne šteje, ne. Kako potem je povezava med močjo v pull-upih pa močjo v muscle upu, pa kako pride do tega? Dobro vprašanje. Bi rekel, ja, sploh na tekmovanju, kot so te Street Workout Slovenije pa ostale tekmovanja, ti ne bojo šteli elementa, če tehnika ni 100% na nivoju. 3 sodniki so, vsak ti gleda. En ti gleda, da imaš stegnjene roke, drugi ti gleda kipanje, bi se reklo, z nogami, to, ko si omenil, in tretji ti gleda, ne vem, pač ostale tehnike. V glavnem, kako bi to osvojil? Jaz bi se prvo fokusiral, namesto da na nek način ego liftanje, da delaš 10 nepravilnih muscle upov, če jih lahko narediš, ne, ali pa 5, ne, bi rekel, da narediš enega pravilnega, perfektnega. To pomeni, znižaš število ponavljajev in povečaš tehniko, se 100% fokusiraš na eno stvar, v tvojem primeru drža telesa, noge, da ne kipaš in tako osvojiš iz enega, potem ko si z enim zadovoljen, višaš ponavljaje. To moraš vključevati v svoje treninge posebej, ne, verjetno? V bistvu to ni zdaj več posebej, bilo je na začetku posebej vključevano, ampak to ti je zdaj že samoumevno, že vsak trening ti moraš biti z glavo, mislimi na treningu prisoten, non-stop, vsak ponavljaj ti mora biti perfekten. Tudi če je zadnji rep, gledaš, da je zadnji rep perfekten. S tem edino napreduješ. Če delaš polovične, boš tudi imel polovične rezultate, kar se je tudi pri meni poznalo, par let izgube. Če bi šel s časom nazaj, bi delal na osnovi in na perfektnosti tehnike. Ampak jaz na primer, tudi če se potrudim narediti, koliko se da lepo tehniko, še zmeraj vedno dvignem noge, ne morem brez tega. Pa tudi maksimalna številka muscle upov, ki sem jih kadarkoli naredil z krčenjem kolen, ne samo z stegnjenimi nogami, je 3. Tako da imam to zelo nizko, a veš.
Tu sicer pri muscle-upih pomaga že sam ta transition. Dobro je imeti čim bolj over gripa. Kot si mogoče videl na tekmovanjih, imajo teli boljši atleti oziroma je lažje, če primeš štango. In potem pa je dobro dobiti že samo moč pri prestopu, prehodu iz pull-upa v dip. In to, ko se potegneš na neki točki, se samo s tem povlečeš in to prišparaš dosti moči pri pull-upih, pri dipu, ki se ne zmatraš toliko. Se delno z močjo samo potegneš in ti vstane še dovolj. To treniraš, na primer. Negativni, recimo muscle-upi so dobri, tako da se držiš na štangi, gor v dipu, na eni štangi in probaš čim počasneje dol, v tem imaš vsako sekundo kontrolo, da se lahko gor potegneš na štango. Pa držati in v bistvu tako, ja. Ok. To se mi zdi, da sem kar ekstenzivno že sprašal o muscle-upih, tako da bi šel rad naprej. Na primer, se mi zdi, da sem videl sliko, kako si naredil one-arm handstand, ne? Ja. In to je spet ena taka neverjetna stvar, se mi zdi, da v kalistiniki je že kar visok nivo, ne? Bi rekel, da je ful pocenjen element. Ljudje mislijo, da narediš stojo, greš na eno roko, v redu. Ampak ne vidijo za tem, da je povprečje 3 do 4 leta treniranja samo ta element. Ja. Kaj šele druge elemente potem se ohranjati ali pa naučiti istočasno. Pa zahtevno pri tem elementu. Zahtevno je že nasploh stojo na 2 rokah, imeti izpiljeno perfektno, to pomeni iztegnjene roke, napete trebušne in da se ne premikaš. Da ne hodiš po rokah, ampak si možen stati v eni poziciji. Potem pa samo prestopi, mislim, spreminjanje teže iz ene strani na drugo stran. Tu je sicer celo telo napeto, non-stop. Ritne mišice, trebušne, roke, ramena, ti z ramenom v bistvu se vlečeš, potiskaš, celo telo odpiraš. Tako da že to je sam pritisk na zapestjih, na komolcih. Kakšen nivo moči si pa mogel doseči, da si, ne vem, odklenil ta skill, ne? Bi rekel, že prej sem znal, rad delal sklece v stoji, ne. Tako da ene 5-6 sklec v stoji, da narediš, ampak perfektna forma. Ampak tu ni toliko moč v tej na eni roki. Tu je bolj vadba z kontroliranost svojega telesa, tako bi rekel. Je pa, moraš se držati v stoji, tako bi rekel, minuto do pol minute, da se brez problema držiš v stoji. Prosto stoječe seveda, brez premikanja in aktivirane vse mišice v telesu. Ja. Za ostale stvari pa ne vem, tako da me zanima, kaj so še druge impresivne stvari, ki jih že lahko zdaj narediš. Vmes sem treniral tudi intenzivno muscle-upe z kilami, ker brez kil so mi postali preveč enostavni, tako da sem na svojo težo še dodal kile. Prišel sem do 20 kil. Na tekmovanju sicer sem šel do 15 kil, tako da to je moj osebni rekord, 15 kil muscle-up. Potem pa poleg tega, ko sem treniral še street lifting, one rep max, sem pri počepih dvignil v bistvu 2-krat svojo težo, tako da nog tudi nisem preskočil. Preskakoval je kar pomemben del treninga, v sklopu z vsem. Potem pa so podobni elementi vaje povezane na recimo, če ti vlečeš oziroma pull moč ali pa potiskaš push moč, ne. Kot bi rekel, dvig z eno roko. To se mi zdi taka stvar, ker ne vem, če rabiš spet toliko moči, da prideš do tega. Se mi zdi, da je toliko enih dodatnih mišic, ki mora biti močna, zato da ti to uspe. Dvig z eno roko.
Bi rekel, da moraš znati pravilno aktivirati vse mišice. Ja, je ogromna moč, že samo pritisk tudi na eni roki, ker ti celo svoje telo dvigneš z eno roko. Ampak že samo pravilna aktivacija in da greš z pravo tehniko gor, ti omogoča lažjo izvedbo te vaje. Ker, na primer, kaj sem jaz mislil s tem, da jaz, ko visim z eno roko, pa se poskusim malo gor potegniti, se mi zdi, da ta prvi del moraš kar malo skočiti čez neko točko, ker sem se samo visel, pa sem se poskusil dvigniti, mi je čist ramo zategnil. Me je začel ful boleti. Ja, Je, ne? Tako. to je pa v bistvu, to si zdaj opisal, osnovne napake začetnikov, ko hočejo iz nekega začetnega nivoja preskočiti na višji nivo. Bodi si dvig za eno roko, bodi si muscle up in v tem primeru prijajo poškodbe. Ja. Ker ti moraš postopoma znati aktivirati mišico. To, ko si omenjal, je nasploh aktivacija ramenske mišice pri ramenu. Z latci potegneš dol in ko si pri temu lagoden, potem lahko razmišljaš o... Ja, ampak pri temu zelo pomaga elastika. Način. Tako, treningi z elastiko, samo te. Ja. Kaj pa, ki si rekel, da si pri streetliftingu dosegel 2x body fat, ne? Ja. Kaj pa ostali elementi, poleg muscle upa pa... Ostali, ja, poleg muscle upov, pull-upov, dipov, sklecev stoji. Zdaj sicer se učim z mentorjem planč, to mi je zdaj prioriteta. Že prej sem imel, tako bi rekel, sekundo, 2, 3 zadržal, ampak z razširjenimi nogami. Ja, to je kar nivo, tako bi rekel, že samo ta element, da treniraš, ti rabi 2-3 leta intenzivnega treninga, da priješ do te stopnje. Ja, samo za en element. Kaj šele ohranjati oziroma še druge elemente Zraven. zraven Ja, dosež. osvajati. Ker je kar glavobol pride do tega še čas. Ni tako enostavno, kot ljudje mislijo. Ja, ker zdaj tako, ker je internet, ne? Pa so ljudje, ki so najboljši na svetu, ne? Pa dosegajo razno, ne? In potem mislijo, da je to nivo profesionalne kalistenike, ne? Po resnici se meni zdi, da čisto enostavno to je nivo, ki ga nihče ne bo nikoli dosegel, razen tistih par. To je res mogoče 10 ljudi na svetu, ki dosežejo te stvari, ne? Bi rekel procentualno 0,01% ljudi je zmožnih, da sploh naredi planč oziroma kak ta statičen element. So lažji, so težji. Planč je tako smatran kot nek kljukica, to pa zdaj treniram, sem profesionalen v tem športu. To se meni, ja, sigurno. Zelo malo procentov to naredi. Veš, kaj me je zanimalo? Za pull-up pa za dip, kakšen maks si imel? Za pull-up sem dvignil v bistvu 60 kg. Jaz sem tako v povprečju 70 do 75 kg, odvisno ali hujšam ali se redim. Tako da 60 kg in za dip sem pa 70 kg v bistvu dvignil, skoraj svojo težo takrat. Hudo. Pa to si pač verjetno pred časom se pa na to stvar fokusiral, Ja. zdaj si pa šel na... Tako, ko sem za to treniral, sem v bistvu kar intenzivno to treniral, 4-5 treningov na teden, samo to z kilami, tako, za moč. Aha, 4 do 5 treningov na teden. Moraš en dan ali 2 dni v tednu si vzeti za počitek oziroma vmes imaš tudi leg day, no, to sem vključeval v teh 5 treningov, ne. V glavnem je pa sicer moraš pametneje trenirati, da ne ego liftaš in da ne greš vsak trening maksimum od sebe, ampak da nekako si pustiš malo rezerve še za naslednji dan. In 4 do 5 treningov na teden je samo za streetlifting bilo. Brez leg dayov sem mislil. Tako, v bistvu 4 treningi,
pač 2 treninga na teden, da imaš leg day, ne, da se telo prije zgornji del k sebi, en dan pa rabiš pauzo. Bodi si pauza, da je aktivno počivanje. Kak sprehod, kak jogging, tako, ne da se zmatraš, ampak da se spočije telo. Ok. Ne vem, kako bi še o tem prišel, ker me to mene najbolj zanima, ker sem jaz osebno v tem, sam ne bi pretiraval s temi stvarmi. To ni toliko, nimam toliko visokega znanja v tej disciplini, sicer pa ja, skupaj od vseh teh stvari je, moraš se vsak dan pojaviti. Delati in ne smeš na pol delati, tako bi rekel. Tudi če se ti ne da, probaš dati maksimum od sebe. Ja, hudo. Se mi zdi, da imaš ti en zelo zanimiv način tudi prehrane, ne? Tako. In kako na primer izgleda zate tvoj, ne vem, dan prehranski? Probal sem v bistvu več različnih prehrambnih verig, ne, da vidim, kaj meni osebno odgovarja. Vsak človek ima svoj način, kakor se kdor počuti, hitreje, počasneje prebavlja, moraš si prilagoditi. Zdaj zadnji čas se vidim, pa tudi recimo tako, fitneserji imajo bolj bulkanje pa katanje te sezone, kako se redijo in kako se izrezujejo. Pri kalisteniki tega ni toliko. Ja. Oziroma sploh ni. Konstantno v bistvu, ne? Konstantno probaš biti ti telesno čim bolj izrezan in čim močnejši. Brez dodatnih maščob, brez dodatnih obremenitev. Mišice pa rabiš ohranjati, oziroma mišice avtomatsko pridejo z tem načinom treninga. To me je prej zanimalo. Koliko pa teža vpliva na to, koliko ti pri streetliftingu dvigneš? Težo bi rekel tako, za težjega človeka, kot si ti, verjetno ti bo lažje dvigniti mojo kilažo, ne, kot jaz. Ja, ampak gledamo tako procentualno, recimo, jaz rabim več procentov dvigniti za svojo težo kot ti, ne. Tako da, če bi se to nekako izmerilo, za svojo težo bi ti mogel več kil in koliko bi ti bilo to lažje, ne. To bi rekel, da je neka taka. Se pravi, verjetno nekdo, ki je lažji, bo imel višji procentualni one rep max, nekdo, ki je težji, bo pa absolutno več dvignil, ne? Tako, Okej, tako, ja. tako. Se nekako, tudi za kalisteniko, koliko je pa pomemben višina pa teža? Je, tako bi rekel, ljudje rečejo, da je lažje, v bistvu je malo lažje pri statičnih elementih, pa pri drugih, če si nižji, tako govorijo, ampak jaz to mislim, da je vse na nek način izgovori, ki vsak človek, ki je na tem nivoju, ima ure in ure treningov za sabo in tudi, če si ti višji, debelejši človek, moraš procentualno enako število ur ali pa malo več ur vložiti za isti nivo priti. Tako da ni toliko razlike, ja. Bi rekel, da ne spremeni dosti. Veš kaj, da se vrnem še na prehrano. Ja. Zdaj te prekinem. Ti imaš 16-urno okno, nekaj takega si rekel, da imaš? Ali kako? Da nekaj časa v dnevu imaš prav izključno poleg spanja, da ne ješ, ne? Ja. In kako to izgleda? Pa to v bistvu se reče ta fasting varianta, intermediate fasting, oziroma si določiš, koliko ti paše. Jaz sem si dodal, da imam zadnji obrok recimo ob 8 zvečer, po treningu mi paše pojesti, ker pridem lačen. Nekateri ljudje imajo ob 6 uri, recimo zadnji obrok, in fora je v tem, da vmes se dosti hidriraš, prespiš, pa že mine v bistvu 12 ur in potem pa še malo pozno kosilo narediš, oziroma da ti pride ob 12 ob enih kosilo. Jaz sem imel potem eno zanimivo sklepanje iz tega ven. Da
bi na to lahko tudi malo ostale navade življenjske vplivale, ne? Ja. Da ti zjutraj največ lahko narediš, ne? Pa tudi, da je faks malo na to vplival, se meni zdel. Ja. A veš, pač ne da se ti imeti, da se moraš še s tem ukvarjati, ne? Ker imaš zjutraj predavanje, pa popoldne, ko prideš domov, imaš pa čas, pa si narediš. Ja. A sem kaj zadev, ali je to tako čist mim? Mislim, vsakemu kakor paše. Meni je recimo, sem gotov, da mi ful ugaja na prazen želodec, nasploh zjutraj bi se reklo poješ žabo. Tako uspešni ljudje govorijo, narediti nekaj najtežjega, kar res nočeš. In že to, da telo na nek način odrečeš hrani, te impulzivnosti, da poješ, kadar ti je dolgčas, si dodaš neko vrsto discipline, katero ti je potem lažje ohranjati tudi druge stvari. Je pa vsekakor, če ti paše zjutraj jest, da dobiš energijo, priporočam, to tudi naredim, ni da vsak dan to delam. Kak zdrav obrok, sadje, zelenjava, vlaknine, pa proteinsko tako čim bolj čiste snovi, da so. Ne briošev, ne čokoladic, nekaj, kar telo rabi za, ja. Pozabil. Si lahko še na drugo vprašanje, pa sem pa že spomnil za nazaj. To si že veliko menil, ampak naprimer trening nog se v kalisteniki se mi zdi tako zelo pogosto vsaj na nižjih nivojih izpušča. Če hočeš res veliko doseči, mogoče ne, ker je tekmovalno vključeno. Ampak kako pa naprimer lahko kot kalistenik treniraš noge? Veš, kot kalistenik se mi zdi, da je velikrat oseba, ki si ne želi, ne vem, hoditi v fitness zaradi raznih razlogov, ne, in imaš samo, ne vem, tla, tako ga tle, ne, brez opreme. Sicer noge lahko treniraš tudi ravno tako efektivno, s kilami ali brez kil, imaš razne variacije, kot so pistol squat, shrimp squat, pa ne vem, eksplozivni počepi, šprinti so tudi deli nog. Tako da se da trenirati. Sicer dobro mi je, mislim, priporočam, če imate možnost, če ima kdo možnost v fitness, iti pa trenirati noge z recimo kilami, pač razne počepi, deadlifti, te osnovne vaje, kot tudi fitnesserji delajo. In že samo to, da imaš močne noge, ti ojača v bistvu nek foundation, neko podlago ti naredi, kar je dostikrat podcenjena recimo pri športih. Ti, če imaš dobre noge, ti je tudi lažje ostale stvari delati. Tako. Ni važno, da so velike, važno, v bistvu ni pomembno, če so velike, ne, to je važno, da so funkcionalne. To je v bistvu prednost pri kalisteniki, da imaš funkcionalne noge, vse, celo telo. Kaj pa, ko si omenil, ne vem, shrimp squate pa pistol squate, koliko je pa to v bistvu varna vaja? Je, v bistvu vse vaje so tako nevarne, kako bi rekel, če se oseba dovolj ne segreje, če nisi mobilen in da presegaš svoje zmožnosti. Na primer, če imaš zategnjeno hrbtenico od, ne vem, prekomernega sedenja v dnevu, mislim, da ni glih prava varianta, da se ti greš segrevati z kilami in počepi direktno. Dobro je biti raztegljiv, dobro je biti nasploh mobilen in da delaš stvari, ki ti ne obremenjujejo tvoje sposobnosti. Da postopoma višaš težo in težavnost vaje. Kaj pa ogrevanje? Ogrevanje je res pomembno, to sem tudi opazil tako po recimo nekih poškodbah, ki so se mi tudi zgodile, to itak, ampak povsod je ogrevanje in raztegovanje sta najpomembnejši stvari, ki jih ne smemo zanemariti. Ja, in kako na primer pri tebi zdaj izgleda ogrevanje, tako kot bi moral izgledati, ne? Okej, najprej v bistvu probam telo segreti, dvigniti temperaturo. Najboljše ogrevanje mi je s kolebnico.
ali pa ne vem, kakšne stopnice, kak tek, tako easy jogging, pa tudi dinamične vaje, delanje. Po ogrevanju, ko dvignem temperaturo, na začetku telo pripraviš z dinamičnim raztegovanjem mišice. To pomeni, da cukaš, v bistvu napenjaš in sprostiš vaje. Da ni, da se usedeš na tla in razteguješ, ne vem, v eni točki, da stojiš, ampak da cukaš, da pripraviš vajo za to izvedbo. Potem pa odvisno od dneva, kaj imam, probavam na začetku podobne elemente delati z recimo 30% moči. Tako, recimo, če imam pull-upe s kilami, ne vem, si dam z lastno težo, probam prvo aktivirati mišice, kot da bi šel v pull-up, potem pa postopoma stopnjevati, dokler. Ampak ne, da zmatraš mišico, da se greješ. Ja. In to je v bistvu fora. Vsak ima pa svoj način segrevanja oziroma na trening, ki ga ima, ne. To je verjetno v bistvu potem princip, ki pa pol iščeš vaje, ki ti najbolj ustrezajo. Tako, Ne, ja. tako. Okej. Katera ti je pa najljubša vaja? Katero vajo najrajši treniraš? Aha, za trening, tako za moč. Okej. Ne vem, planč, lahko je. Zanimivo je, s časom vedno bolj, ko treniraš, vedno bolj hočeš več vaj ohranjati in dobiti, ne. Najljubša vaja oziroma najrajši treniram, bi rekel, vaje za planč, ker to tudi želim osvojiti. In mi je neki upor, hočem. Mi je pa problem, potem moram tudi druge stvari ohranjati, tako da v bistvu vse rad treniram, kar je v sklopu z mojimi cilji, ne. Odvisno potem, kaj hočeš, lahko se malo igraš, kako bi se rekel, stoja na eni roki je kot neki način igranje oziroma segrevanje. Potem pa imaš front lever pa različne variacije za delati. Okej. Še ena zanimiva stvar, ki sem si jo naprej pripravil, je, v enem izmed prejšnjih pogovorov, izmed starih pogovorov, sem govoril jaz o kalisteniki iz svojega vidika. In tam sem govoril o tem, kako se mi zdi, da je kalistenika velikokrat baza za druge športe. Da športniki trenirajo kalisteniko zato, da gradijo nekak šport brez poškodb v njihovih lastnih, ne, smučanje, atletika, košarka, nogomet. In se mi zdi, da potem je to šport, ki preprečuje poškodbe, ne. Poškodbe so, v bistvu je pa res, da so zmanjšane poškodbe z načinom treniranja v kalisteniki, ker nasploh krepiš svoje vezi, svoje telesne vezi, ki so tudi pomemben faktor pri drugih športih. Kar pa je tudi, ti dobiš relativno večjo moč nad telesom in ni, da si napihnjen, ni, da si nabildan, tako da nimaš mišic samo za izgled, ampak imaš funkcionalne. In to ti pa zelo pomaga tudi pri drugih športih, kot si omenil. Okej. Še ena, mogoče, če kaj veš o tem, se mi zdi, da je še eno zanimivo poglavje. Kako je pa izgledal razvoj kalistenike? Kdaj se mogoče začela? Ali pa začela razvijati? Verjetno se ni kar začela, ker to so neke vaje, ki so verjetno že dolgo časa prisotne, ne. Kalistenika bi rekel, da se je razvila kot neka alternativa gimnastike. Po mojem se je razvila tako na ulicah, kako bi rekel, z enostavnimi, dostopnimi elementi, mislim, stvarmi, opremo, ne, pripomočki, ja. Ker za samo treniranje v bistvu rabiš eno štango oziroma neko višjo podlago, da se lahko dvigneš, pa svoje telo. In
lahko treniraš kjerkoli, kadarkoli. Kako se je pa razvila, točno ne vem, ampak mislim, da je tako več recimo že dobrih športnikov začelo trenirati zunaj, pa probali dodati te elemente iz gimnastike, ampak nekako prilagoditi, da so na uličnem nivoju, kako bi se reklo. Dostopno, ja, vsem ostalim. In to potem tudi nekakšna razlika med tema dvema športoma, ne? Ja. Meni se zdi, da je kalistenika trenutno še tako bolj mlad šport, zelo nerazvit šport. Ja. In me zanima mogoče, kaj pa vizija kalistenike, v kaj se bo razvila. Veš, tudi vedno več ljudi, mislim, da dela vsebine na internetu o tem, vedno več novih elementov se razvija, se zelo potiska. Se mi zdi, da se zelo še premikajo meje, veš. Ker To, ko si omenil, tudi novi elementi, da se razvijajo, to je zanimiva stvar, ki recimo pred 20-30 leti niso sploh poznali, da je ta nivo, ki ga zdaj imamo, sploh možen. Pa tudi nekateri gimnastičari, recimo, ko so dosegli nek nivo, pa je potem ulična vadba, kalistenika izboljšala ta nivo. Bodi si dodal še, ne vem, različne prijeme, različno težo magari gor, ne, še oteženo. Kako se razvija? Se razvija v dobro smer. Bi rekel, da postaja med mladimi ljudmi zelo popularna, ker pa tudi med starejšimi, ker nasploh krepi telo na način, ki ga s fitnessom ne moreš dobiti. Oziroma z drugimi vrstami treninga ne dobiš tega. In kako se bo razvijala že samo, kot je Street Workout Slovenija, bi rekel, da se razvija na dober način in možnost tudi za nek novi olimpijski šport, upajmo da. Oziroma, da je na nivoju za nasploh tekmovanja, tako nek licencirano, ne. in potem občinstvo raste, Občinstvo, športniki rastejo. tako, nasploh atmosfera, vibe, vzdušje, ki že kot sama družba na tekmovanju, na treningih je tak nerealen dober vibe. Vsak si med sabo pomaga, Ja. vsak navija za drugega in mislim, da je tako kot neka mala družina, ki se razvija in podpira en drugega, ne. Mogoče tudi malo baziran na kakšnih težkih obdobjih za ljudi in potem se nekako s tem se mi zdi, da se je tudi prešlo marsikaj, ne. Tako. Že samo v smeri, kako se razvija, no, bi rekel, da tudi v zadnjih letih sem videl ogromno novih teh street workout parkov je prišlo, štang, ne, povsod. Pa tudi vidim, da občinstvo, občine, država to zaznava kot neko dobro lastnost, da ljudje se hočejo gibati. Pa ne rabiš za to nobene fitneserske industrije, drage opreme in tako da v bistvu je vsem dostopno. Se mi zdi, da sva zelo tako generalno obdelala kalisteniko. Veliko teme še, o katerih bi lahko govorila. Ampak nekako je trenutno se mi zdi taka lepa zaključena celota. Tako da lahko zaključiva. Mi se pa vidimo naslednji torek.